Slovenija je v letnem poročilu Amnesty International za leto 2011 tudi tokrat zaradi slabega položaja Romov in neodpravljanja posledic izbrisa. Izbris, kot najhujša kršitev človekovih pravic v samostojni Sloveniji, ostaja nerazrešen. Leta 2010 so bili sicer sprejeti popravki zakonodaje, ki pa omogočajo samo vrnitev golega pravnega statusa, pa še to pod izjemno restriktivnimi pogoji. Zakonodaja ne vključuje vseh kategorij izbrisanih in ne omogoča združevanja kasneje pridobljenih družin. Še več, izbrisane ne izvzema niti od plačila upravnih taks. Izjave političnih voditeljev, da je problem izbrisa v glavnem že rešen, so hudo zavajanje javnosti in zgolj utrjevanje neresničnih mitov glede izbrisa. Resničnost je žal povsem drugačna. Oblasti niso pripravljene, da bi uredile posledice izbrisa na drugih pravnih področjih. Ni načrtov integracije, ni mehanizmov dostopa do stanovanj in ni volje za celostno popravo krivic, vključno z odškodninami. To je nevzdržno, glede na hude posledice izbrisa. Izbrisani so izgubili zdravstveno zavarovanje, dostop do mreže socialne varnosti, zaposlitve, okrnjena jim bila pravica do šolanja. Mnogi so bili celo izgnani. Zaradi fizične ločitve ali psihičnih pritiskov so razpadale tudi družine. Spomnimo, pred 20 leti je bilo izbrisanih 25.671 ljudi. Danes jih ostaja brez urejenega statusa okoli 13.000. V letu in pol od veljave nove zakonodaje je bilo vloženih le nekaj več kot 210 prošenj za ureditev statusa, pa še od teh jih je bilo pozitivno rešenih samo 55. Izbrisanim, ki so bili pred 20 leti prisiljeni Slovenijo zapustiti, se sedaj ponuja samo možnost vrnitve in še to pod skoraj neuresničljivimi pogoji. Kaj to pomeni? Ne pozabimo, da je bilo do začetka leta pozitivno rešenih samo 55 vlog. In tu podatki kažejo, da vrnitev v Slovenijo za ogromno večino teh ljudi ni realna. Izbrisani so pred 20 leti izgubili vse in bili nasilno iztrgani iz svojega okolja. Država pa jim danes od golega vračila statusa ne ponuja nobene možnosti odprave krivic, prav ničesar. Amnesty International v predstavitvi letnega poročila znova poziva slovenske oblasti, naj sprejmejo celovit sklop ukrepov za odpravo posledic izbrisa. Zagotovljeni morajo biti celovita poprava krivic, vključno z odškodnino, rehabilitacijo in zagotovilom o neponovitvi. Predstavnike oblasti pozivamo tudi k uradnemu priznanju izbrisa in njegove diskriminatorne narave ter k opravičilu. Menimo tudi, da je treba zagotoviti celovito in neodvisno preiskavo izbrisa in njegovih posledic. V kratkem se pričakuje tudi končna sodba Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice. Gre za primer 11 pritožnikov v zadevi Kurič proti Sloveniji. Pričakujemo, še več, verjamemo, da bo sodba pozitivna za izbrisane. Sklep vlade iz maja letos, da je medresorska delovna skupina za celovito obravnavo problematike izbrisanih zaključila svojim delom, pa se zdi kot posmeh izbrisanim, ki že več kot 20 let čakajo na popravo krivic.